zdaj že več kot 100.000 brezposelnih na zavodu. Kako to komentirate? Število brezposelnih se v Sloveniji giblje iz meseca v mesec okrog 100.000. Mesec je pod to številko, mesec je nad njo, toda daleč od pričakovanih 140.000, kot sta bila napovedovala dva, eden mednarodni urad in domač urad za makroekonomske študije. Tako da sem z vidika tega zadovoljen. Seveda je vsak, ki je nezaposlen, problem. Problem zato, ker je brez socialne varnosti zase in za svojo družino. In želja vsake vlade in oblasti je, da zagotovi tak trg delovne sile, da bo ali tako fleksibilen ali tako urejen, da bi prišlo, če le mogoče, do polne zaposlenosti. Kot veste, polna zaposlenost ni nek cilj, ki bi si ga zadajale samo kakšne zelo socialistične vlade, ampak je to cilj, ki se ga je med drugim zapisala tudi Evropska unija. Zdaj, mi imamo približno torej 7,1% anketno brezposelnosti, smo četrta država v Evropski uniji po uspešnosti boja proti brezposelnosti. Jaz mislim, da je treba to respektirati. Poleg tega bi vam rad povedal dvoje. Kljub krizi Slovenija ni med tistimi državami v Evropski uniji, ki bi se zaradi tega kakorkoli povečala revščina v tej državi. Torej, prag revščine, stopnja tveganja revščine je bila celo izboljšana, ne pa poslabšana. Prav tako lahko v pristojnih službah vlade dobite vse podatke, ki so vam na razpolago. Jaz sem o tem pred 2 dnevi govoril z ljudmi, ki so odgovorni za kazalce socialne politike v Sloveniji, da ljudje ne samo objektivno niso v bistveno slabšem socialnem položaju, kot so bili pred krizo, tudi subjektivno, ko jih vprašajo anketno, ne menijo, da živijo slabše, kot so živeli pred krizo. Te podatke lahko dobite in so vam na razpolago. Jaz bom, ko bom končal to konferenco, naročil pristojnim, da vam jih tudi dajo. To so zelo zanimivi podatki. Namreč ta zadnji se mi zdi zelo poveden. Res je seveda, da je prišlo tukaj do... V letu 2009 je bilo 40.000 ljudi brez službe. V tem letu samo 7.000 več. Torej, pogledajte, kakšen velik prepad v številu zaposlenosti se je zgodil. Vendar je za nas 7% brezposlenost še vedno visoka. In jaz bi rad, da gremo med države, ki imajo približno 5% brezposlenost. Vendar smo še vedno četrta država v Evropi, ki ima glede tega vprašanja tako, bom rekel, zaenkrat dobre številke. In kot rečeno, zame je fascinanten podatek, da ljudje tudi subjektivno ne menijo, da živijo bistveno slabše zaradi krize, kot so živeli pred njo.